V galeriji Kapelica se predstavlja projekt Epursimove Illuminare. V tem projektu predstavljam 5 stebrov, 4 so sorodni plus eden je tisti, ki uravnava vse ostale. Projekt moramo gledati nekako v širšem kontekstu projektov, ki se ukvarjajo z gibanjem. In v bistvu v predhodnih projektih se je nekako pokazalo, da se projekti vežejo nekako na gibanje, ki je ali živalsko ali človeško, ter na komunikacijo. V tem projektu, ki je nekako prehoden, ker v tem letu se je on razvijal kot modul za projekt, ki bo predstavljen drugo leto. V tem letu smo razvijali projekt komunikacije, ki pri teh stebrih poteka preko svetlobe. Stebri so nekako vzeti po Plečnikovih stebrih iz Tivolija. Kapitel je nekako vzet kot nek vzorec, po katerem smo naredili te stebre. In gor na vrhu stebra imajo, tako kot imajo Plečnikovi stebri luč, imajo tudi oni luč in oni preko teh svetlobnih signalov med sabo komunicirajo. Če bi nekako poenostavil, bi lahko govoril, da so ti stebri sorodni nekim tem sesalcem robotskim, katere imajo ljudje doma. Imajo približno sorodno logiko, da se lahko oni orientirajo po prostoru, med sabo pa komunicirajo preko svetlobe. Ta del komunikacije, ki se bo potem pokazal še v naslednjem letu, v naslednjem letu je v tej fazi bil nekako usmerjen na svetlobo, predvsem zaradi tega, ker svetloba že dolgo časa služi za signaliziranje, ter je neka metafora za znanje. Tako recimo kot pri Plečniku, kot recimo, če gledamo že nekako od prazgodovine, so recimo janske slikarije, katere so bile naslikane v jamah, so mogle biti nekako osvetljene, da je pač nekdo, ki jih je slikal, je pač mogel videti, kam to slika in kaj to slika. Svetloba je nek vir, ki predstavlja znanje in je tudi skozi zgodovino že kot neko sredstvo signaliziranja bilo uporabljeno. Recimo tudi danes, če imamo recimo optične kable in prenos podatkov, je svetloba oziroma laserska svetloba tista, ki prenaša te podatke. V tem projektu je komunikacija preko svetlobe mišljena predvsem preko zaznave stebrov prostora. Se pravi, oni lahko ločijo, odkot prihaja luč, kje je ta luč, ter kaj jim ta luč sporoča. Zato imamo recimo 4 stebre, vseh 5 stebrov se premika po prostoru z nastavkom, ki je taka mehanična tačka, da se lahko premikajo nekako nerodno po prostoru. 5. steber, ki pa nima kapitla, ki je pa cel recimo iz mavca, je pa njihov agent, katerih povezuje. Ker po logiki projekta je tako, da v bistvu, če se oni umikajo svetlobi in če imamo v galeriji nekako svetlobno mejo, potem vemo, da bojo prej ali slej oni našli najtemnejši kot v galeriji. Zato je 5. steber tisti, ki ima pulzirajoče, utripajočo svetlobo, s katero jih v bistvu privablja nazaj iz teme. Načeloma se objekti odzivajo drug na drugega, odzivajo se na svetlobo, ki je pač svetlobni pas v galeriji, da ne grejo čez njega. In odzivajo se čisto tam na koncu, kjer je pač zgolj kapitel na tleh, je pač rokavica, v kateri so LED diodice. To rokavico lahko da pač obiskovalec na roko in z njo sveti proti senzorjem, ki so na kapitlu,
in na ta način on triga oziroma spodbudi njihovo akcijo. To bi lahko vsak sicer tudi, ne vem, hackal na en način, da da to bliskavico, ki jo ima na svojem pametnem telefonu, ali pa na različne načine. Ampak v glavnem oni sami, dokler ni nekoga zraven, reagirajo na svetlobo, katera je v prostoru, pa v bistvu na svetlobo, katero mogoče, s katero se igrajo gledalci. Je pa v bistvu še to, da mi smo jim nekako glavni del, katerega smo razvijali, je to, da dejansko svetloba je tudi senzorna v primeru teh stebrov. Mi imamo sicer še neke senzorje za merjenje razdalje, ki so pa v osnovi varovalo. Se pravi, če svetloba se ne bi odbila od gledalca ali kakorkoli in bi sporočila tam, da je recimo nekaj, temu stebru, da nekaj pred njemu stoji, če ne bi on dobil tega signala, smo mi vseeno dali še neke varovalne senzorje, da se ne bi zgodilo kaj gledalcem, ampak načeloma celotno senzorno zaznavo teh robotiziranih stebrov gre preko svetlobe. V tem projektu govorimo o umetni inteligenci, ker ona je del programa, ki se sam sebe nadgrajuje. Se pravi, lahko govorimo, da v bistvu njegov umetna inteligenca pri njemu se nanaša na zaznavo sebe v tem prostoru. To, kar smo želeli razvijati naprej oziroma bomo razvijali naprej v naslednjem projektu, je pa to, da v bistvu znanje, katerega dobi vsak nek objekt preko te inteligence, da ima možnost preko nekih dotikov ali česarkoli ali nekih mrežnih nevronskih povezav to sporočati tudi drugim. V tem primeru se umetna inteligenca danes proba nekako nadgraditi z nevronskimi povezavami, ki so čisto biološkega izvora in da bi računalniški program se lahko uči do določene mere, medtem ko biološki, organizem, nevronske mreže pa deluje čisto na drug sistem. In recimo tukaj je nek razvoj, ki se meni zdi recimo tudi zanimiv, katerega bomo probali v naslednjem letu razvijati naprej in kateri mogoče se kaže v nastavkih tukaj v tem projektu.